Moja misel bo šla na to, da ni rešitve brez streznitve. Kot vemo, voz našega gospodarstva drvi navzdol. V zadnjih 5 letih izgubljamo na konkurenčnosti. Od 30. mesta med državami se bližamo dnu lestvice, skoraj pri 60. mestu smo. Vsi vemo, da so spremembe, reforme nujne, a nikakor ne moremo premakniti nič bistvenega. Komu je to všeč? Zakaj je tako? V zadnjih 5 letih smo skoraj potrojili našo zadolženost od 8 na 22 milijard. Kam smo dali 14 milijard? Pretežno, kot je videti, smo jih pojedli, potrošili. Niso šle produktivne naložbe, ceste, tovarne in tako naprej. Ampak za socialni mir, za pokojnine, transferje, za standard, ki ga nismo ustvarili sami, za predrag javni sektor, ne pa za nova delovna mesta. Gospodarstvo je v teh letih izgubilo 90 tisoč delovnih mest. Javni sektor je dobil 6 tisoč novih. Ni rešitve brez streznitve. Plače v javnem sektorju so v povprečju 25% večje kot v gospodarstvu. V Nemčiji, na primer, je obratno. Premierka pravi, da rabimo čas, a čas je denar, pravi ljudska modrost. Toda za ohranitev statusa quo rabi denar. Neusmiljeno obremenjuje državljane in gospodarstvo. Zmanjšane porabe, racionalizacija, vitkost in smiselnost delovanja niso na njeni agendi. Najlažje je pač z davki, jemati in prerazdeljevati, a gremo v začaran krog padanja gospodarske aktivnosti, ki se zmanjšuje. Tako smo dobili, kot vemo, povečan DDV, davek na igre na srečo, dražje vinjete, povečane cestnine, povečane prispevke za socialno varnost, od avtorskih pogodb in ne nazadnje premičninski davek, ki se nam obeta. To pomeni skoraj 1000 evrov več na povprečno slovensko družino v tem oziroma v prihodnjem letu. Davki in birokracija ubijata gospodarstvo, pravijo gospodarstveniki. Ne čas, rabimo streznitev. Slišali smo prispodobe o Blejskem jezeru. Blejsko jezero se je usmradilo, pa vendar so ga rešili in je rešeno zaradi tega, ker je šla ven umazanija, umazana voda in noter pritaka seveda tudi čista. Tudi mi rabimo sveže ideje, sveže ljudi, sveže znanje in seveda nove in dobre prakse. Rabimo odgovorne lastnike, privatizacijo, odprtost v svet. Svet ni naš nasprotnik, je pač tekmec in Evropa ni naš sovražnik. Smo za pošteno igro enakopravnih subjektov v pravni državi, ki spodbuja ustvarjalnost, tekmovalnost, delo in tudi solidarnost. Osvoboditi se moramo klanov in stricev, rentnikov in razbiti fasade lažnih nacionalnih interesov. Nova Slovenija za svobodo in odgovornost, za svet pravičnosti, ustvarjanja možnosti, varnosti in tudi miru. Znamo potegniti voz v pravo smer. Posebej računamo na vse nas, na vse mlade in na vse podjetniško miselnost in pogum, ki ga tudi imamo. Politika neznosne lahkosti zadolževanja in ne, kako bomo plačali, se sprašuje vlada, ampak le, kako bomo še dobili kredite. To je glavni uspeh. Ali bomo še kreditno sposobni. In ali imamo pravico zapravljati v imenu naslednjih generacij in njim v dediščino pustiti dolgove. Brez streznitve ni rešitve. Ta čas, ki sem ga mal prekoračil, smo samo za obresti plačali 9000 evrov. In na dan jih plačujemo 2,6 milijona. In to vsak dan v letu. In 950 milijonov je cena obresti, ki jih plačujemo na leto. To je enormen znesek, brez odplačila glavnice. Ampak pričakujemo, da se bomo še zadolževali. Ne samo pričakujemo, žal se moramo. In seveda ta politika je ubijalska.
Zato zaupamo v našo slovensko treznost, ker brez treznitve ne bo rešitve. Hvala.